Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni. Ja, maj je že tukaj, torej se nam zdaj začenja tudi sezona tenisa na prostem, tako da verjetno vsi že komaj čakate, da se končno malce spotite tudi na samem soncu. Že nekaj časa pa na prostem igra naša gostja, to je mlada in obetavna igralka Živa Falkner, ki jo zdaj pozdravljamo kam? Na Otočcu v Sloveniji. Doma, ja. Po dolgem času, kaj ne? Je res, ja, po 8 tednih. Po 8 tednih, kje si bila? Vidim, da si zelo zagorela, torej turško sonce ali kako? Ja, bila sem v Turčiji, v Antaliji na 15.000 dolarskih turnirjih. Najprej bil plan, da ostanemo samo za 3 tedne, no potem sem pa se odločila, da bomo kar še ostali še naslednje 4, tudi zaradi tega, zaradi situacije v Sloveniji, ker je bila tukaj spet karantena, tako da dol so pa super pogoji in sploh ni bilo problema zdržati, tako da je bilo super. Doma na Otočcu, kjer bo konec meseca zelo zanimivo, kar 2 turnirja bo organiziral tvoj klub, oba 25.000 dolarska, to je res lepa priložnost, da lahko doma igraš na tako močnem turnirju, lahko malce več o teh načrtih. Ja, v bistvu prvič sem res vesela, da bo to se tle odvilo na Otočcu po tistem lanskem, kar je bilo res super in super organizacija in ja, ko sem jaz to izvedela, res super in to še 2 in to 25.000 dolarska in jaz komaj čakam in sem pripravljena, da tukaj nekaj pokažem in nekaj tudi naredim neki rezultat, ki mi bo pomagal potem za naprej. Ravno to je verjetno velika priložnost, glede na to, da je turnirjev za tretjino manj, kot jih je bilo pred korono. Ja, res je. To je velika priložnost in ne sme se tega, nikoli ne veš, kaj bo, ampak res želim biti pripravljena in mislim, da sem in upam, da bom res dobro odigrala in naredila neki rezultat. Gre pa za turnir, ki je bil že lani zelo dobro organiziran, kaj ne? Ja, res je. Ni mogel biti boljše organiziran, tudi zaključek je bil super, zmagala sem in ja, zame je to nekaj res posebenega, da dam priložnost doma. Nisem več veliko doma, tako da res bom dala vse od sebe, da bom probala, težko bo, ampak bom probala ponoviti isto, kar je bilo od lani. Ja, ta sezona je zelo pomembna, glede na to, da je konec zdaj mladinske konkurence, to je prva članska sezona. Kako drugače je? Ja, res je. Ja, je kar drugače, je velik korak naprej, to nek mejnik, se mi zdi. Juniorski tenis je res tako bolj, greš samo za en teden in se vrneš potem domov, ni toliko turnirjev vezanih. Tukaj je pa greš in igraš turnirje, dobesedno, kar v bistvu meni več odgovarja, moram priznati, ker nisem tak tip, da bi zdaj neki dom pogrešala zelo, tako da sem raje tam pa igram in treniram in ja, to je meni super. Ja, v zadnjem obdobju je prišlo kar do nekaj sprememb pri trenerjih, pri slovenskih igralkah. Obe igralki, ki sta zamenjali trenerja, sta bili dolgo s tem trenerjem, tudi ti si že dolgo s trenerjem Jankovićem, kaj ne? Vendar pri tebi se kakšnih sprememb ne obeta? Ne, pri meni se nobenih sprememb ne obeta, kajti mislim, da imamo dobro sodelovanje. Sodelujemo že 12 let in ja, sploh si ne predstavljam, kako je bilo zdaj to, da bi jaz zamenjala zdaj trenerja. Ampak mislim, mi res dobro sodelujemo in nekako seveda tudi pride do nekih sporov, nesporazumov v teh 12 letih, ampak če najdeš pot, če imaš skupen cilj, če verjameš drug v drugega, predvsem jaz zelo verjamem trenerju, kaj mi je govoril, mislim, da tudi zaradi njega sem tukaj, kjer sem in ja, jaz sem zmeri hvaležna, tudi če se bo kdaj v prihodnosti, ne vem, da se bomo odločili, da se razidemo, ampak jaz nimam plana se nobenim razideti, tako da meni super. Ja, da ne bo pomote, nič ne menjam, sam trenerja. Ne, nič ne.
Pa me zanima, kdo vse skrbi zate, kdo je vse v tvojem štabu? V bistvu glaven je Gordan Janković, potem je Marino Bašić, konjski trener, potem tukaj imam še dva pomočnika konjskega trenerja, ko ni Marinota v Zagrebu, so tukaj še dva fanta, to sta Mateo Ružić in pa Matkovičić. Potem imam fizioterapeuta iz Zagreba, Andreja Kljujeva, in pa potem zdaj smo tudi vključili noter eno trenerko, ki bo tudi šla kdaj pa kdaj z mano na turnir, kajti Gordan ne more iti stalno z mano. In ja, njene ime je pa Vanja Štuhli, tako da to je to. Lepa ekipa, pa morda me zanima, torej zdaj ta dva turnirja na Otočcu, kaj pa kasneje, kakšni so cilji za sezono 2021? V bistvu za sezono 2021 meni je cilj, da se čim prej prebijam med 200, 100 beta in v bistvu igrati čim več turnirjev, nabrati čim več točk, dvigati nivo igre in čim prej priti na Grand Slame, kvalifikacije, to je mislim, da vsakega želja, tako da ja, to je ciljno, da čim več igram, čim več izkušenj dobim, čim več tekam in ja. Hvala Živa še enkrat, da si vzela čas in srečno v nadaljevanju sezone. Seveda vsi želimo, da bo uspešno že na prvih 2 turnirjih na Otočcu. Kot že rečeno, 2 turnirja na Otočcu, $25,000. Prvi se bo začel 25. maja, drugi pa 31. maja. Tako da držimo pesti, to je res lepa priložnost za mlade slovenske igralke. Spremljajte projekt Teniško aktivni še naprej.